Z mojo drago sem šla na pivo in cvetje, jaz sem bil prvič na pivo in cvetje, ne vem, zakaj še nisem prej bil, ampak pač sem bil in je bilo neverjetno, res, tako mi, da se tam se objemava, tam plešava, tam za naju igra, ne sam za naju, se tudi drugi ljudje, ampak v moji glavi za naju igra Vlado Kreslin, na mesto koga roža cveti, ful lep, ampak obenem žalosten komad in samo objemava in neki lupčkam tam po ličkih in veš, nek tak romantičen moment, ki sem začutil. Sorry, zelo zligamo. Tako neki 3 pijani deci, razumeš, tako, lahko sam do konca komada čakam. Dobrodošli v novem pogovoru Metropolitan podcasta. Z vami sem Živa Aužner. Zdravo, Vid. Pozdravljena, Živa. Kako si? Dobro, super sem. Tako fajn je, ko ne spim nič. Ampak mi vseeno povej, kaj se ti je danes lepega zgodilo? Kaj se mi je danes lepega zgodilo? Moja hčerka se mi je tako lepo nasmejčkala. Tako zjutraj, ko pridem, pa to, ko je lušten, ko zdaj ne moram več samo od sebe ostajati, ampak se zbudim, ko me ona zbudi. Ampak pa pride zraven, pa je tako tak lep nasmeh ti naredi, da lušten je, no, pač fajn. In pol pozabiš, da nisi spal. Pa, veš kaj, tako itak to, sem dosti spal v življenju že. Jaz sem od 30 do 40 sem bil frej, nisem imel neke družine, tako pač, dobro, delal sem to, ja, ampak pol zjutraj nisem imel službe, sem lahko spal, ne. Zdaj pa treba malo to spremeniti. To sem se ravno za njim pogovarjala. Če se lahko vnaprej naspiš, pa za nazaj naspiš. Za nazaj po moje, ja, za naprej pa v življenju. Grem je zdaj spat, ura je 2, ok, 2 urce. Ja, čeprav je pa res, da če bi imel 2 leti res nekega blagostanja, tako da bi ful pridno hodil, ob 9 spat, se zbudil ob 6, ta varianta, to po moje bi si kar dobro zalogo naredil. Ja. Tako te neke spočitosti telesa, preden bi začel kolapsirati pod težo neprespanosti. Pa meni džabe, jaz lahko malo pogolfam, grem na kavču spati, če vem, da imam naslednji dan veliko zadelati. Moja pa, veš, to je na 3 ure. Ona po moje ni spala, zdaj že 5 mesecev ni spala več kot 5 ur v kosu. Boga. Ja, je kar zahtevno. Ja. Leporno, ne? Jaz si že zdaj, zato ker doji, ne, pa tako zdaj čakam, govorim, da greva narediti en Aptamil noč. Veš, ta fake mlek, noč. Lej, ti boš pospala v drugi sobi, jaz bom pa tam čakal, da se zbudil s tisto flaško. Se je skoraj isto mleko, res. Ne vem, če ti jo bo uspel pretentati. Ne, se da zamenjati. Da? Ja. Malo junk fooda tudi rabo v življenju. Zdrava mera. Tako. Zdrava mera. Tako. Saj na začetku, veš, dokler odrašča, pa ima še mlade organe, ki lahko to prenesejo, da je nič ne špika, pol tam potrebuješ slinovki pa dol. Govorim iz lastnih izkušenj. Tvoja hčerka je torej mlekeca, kako kavico pa ti rad piješ? Kavo ne pijem. Ne piješ kave? Ne počutim se dobro pa ne naredi mi dobro. Takrat, pa na živce mi gre ta, če sem utrujen, spijem kavo in pol me na šopa in sem tako 1 uro in pol je sam kreš dol in pol in pol moram še eno kavo. Tako, ne. Jaz sem zdaj odkril, oziroma moj prijatelj mi je priporočil čaj, en rdeči, Puer se imenuje, oziroma jaz vzamem Puer Superior. Si pa prvoščil. Res je dober, neverjeten. Jaz sem bil tako, veš, ko smo snemali, pa snemaš 12 ur, pa po kosilu doskrat, če malo preveč poješ, je tako malo in koncentracija ti pade, ne? In potem pa če veš razmišljati tekstu, kaj boš naredil, vse to drži, da to teče lepo, ne? Puf, res, ne narediti fizično tega, sam zbistriti možgane, tako neverjetno dobro. Ja. Nisem probal še kokaina, ampak po moje je to tako približek. Ja, po moje je to ta neka pussy verzija kokaina. To ali pa limonada. To je pa za zvečer, veš, če predstavljam, če sem zaspan, sam limonado. Res? Ja. Te droge, oziroma kave, imam druge droge v življenju, cukera, veš pa to. Ampak veš, da si danes na Metropolitan podcastu s podsnaslovom ob skodelici kave? Ja, prav, se skodelico imam. Noter je pa? Limonada. Se veš ti kavo. Aj dobro, drugače. Nisem je še. Bom pol, ko boš govoril. Vmes lahko crkala vmes. Cool, ja. Ti kar govori. Ti kar govori, jaz moram spiti to kavo, ki je prezgodaj. No, ni tako zgodaj. Ni tako zgodaj. Ja, oni tega ne vejo. Jezus, Živa. Ja, sploh se ne znam iti. Sploh ne znaš snimati. Se ne gremo živo. A gremo živo? Fak, v živo gremo.
Meni se ful zdi, prej sem razmišljala, da te sploh rabim predstaviti. Ali bi mogoče ti danes prevzel vlogo, da ne rabim predstaviti Kaj gosta? voditelja? Dobrodošli v podcastu Metropolitan, kjer je kava optional. Z nami je gostja Živa Aužner. Prav, Aužner, ja. Aužner. Prihaja iz okolice Celja, zato tako malo čudno govori, ampak drugače pa že dolgo časa dela ta podcast in ima velike uspehe na YouTubeu. Naprimer, Žar Serčič, Serčič je imel 10,000 ogledov. Jaz bom imel 2. Mogoče. Ne 2,000, 2 ogleda. Jaz pa ti. Ja, ti pa 3. Ali lahko imaš posebej? Ne, 2 ogleda, ti pa jaz ne. Ok, jaz ne bom gledal, tako da bom imel samo eno ogled. Ja, zakaj bi gledal, če doživim, a veš, ne moreš pol gledati. Ja, da pogledaš, koliko ti frizura stoji, no. Se že vem, da je slabo. Tako da ne vem, ne bi naredil nekega voda, no. Bom prepustil, deli ti, zakaj moram jaz. Dobar. Tvoj podcast je Živa. Okay. Ja, me boš mogel naučiti malo o voditeljstvu. A res? Ja. Definitivno. Bom naredil delavnico, na kateri ful bo draga. Ne bo, mislim. Zakaj se ti zdi, da sem dober voditelj, ali kaj? Ja. A res? Pa zasledila sem, da si že skoraj 20 let na sceni. Ne. Ne? Mislim, dobro, če šteješ tiste štafete mladosti iz RTV-ja, ki sem jih pač tako malo delal, pol ja, ok, ampak Ja, lej, to je začetek. dejansko sem 2010 sem zares štartil kariero. Tako ta prvi talenti te, sem nekako pa to prepoznal. Stand-up sem začel že 3 leta prej, ne? Veš, kako prepoznavnosti pol prinese to, da ti ljudje tako malo zaupajo, da vse bo fajn, da ni tako sam, kdo bi to. Ker do takrat so prihajali, tako pač itak smo po nekih zabavah, pa to, mislim, teh poslovnih zabavah ali pa ne vem, študentskih kakšnih koncertih, teh majskih igre, pa to smo tako nastopali, pa študentski klubi, mladinski centri, pa tisto, kar smo sami organizirali. Sam to ni, to pač pol so se te prepoznavali samo tisti, ki stand-up gledajo, ne. Drugi pa ne. Tako da, pol zares je tako, kar se meni tiče, sem kariero štartil 2010. Kako si pa začel s prvo stand-up komedijo? Mislim, a si sedel na kavču? Ok, mogoče sem pa smešen. Tako je, točno tako je bilo. Mogoče pa naredim eno predstavo. Jaz sem ziher ful smešen, sem tega še ne vem. Ne, ampak res, kako to zgleda? Kako se bilo tako, odločiš? da jaz sem prej že pri 16 letih jaz sem na šoli bil v nekem dramskem krožku in smo takrat ustanovili šolsko impro ligo pod vodstvom naše mentorice, ki je bila pa v impro ligi, ne. In mi pa še ena ekipa. In pol smo v tej šolski impro ligi in sem ful improviziral in sem užival v tem, da sem na odru, da direktno ustvarjam na odru, ne, govorim bedarije, tretji in Fox se smije, sem ful v tem užival. Pa sem pa po mojem videl Robina Williamsa, to je bil nek moj prvi stand-up, da sem si ga res celega pogledal od začetka do konca. Mislim, da 1,50 € live on Broadway, nekaj tazga in model ga tako šopa, da sem bil tako, kva, ti čisto do. Obenem sem bil pa tako aroganten, da sem si mislil, mogoče bi jaz tudi to znal. Bolj sem si zaželel, da bi to znal, no, ker mislil, da lahko to, da to pa še Eddie Murphy je gledal, pa George Carlin, pa vse te velike komike. In pa sem začel konzumirati. Bil sem stand-up junkie, pogledal terabajte vseh teh možnih stand-upov, takrat je imel Comedy Central, je imel neke take speciale od vseh in sem imel tako polurne, oziroma 20-25 minutne klipe komikov različnih in to sem vse kar absorbiral, zaradi tega, da sem nekako ugotovil, kako to narediti in tako. No. Pa dejansko prva priložnost, da sem delal stand-up, je ena moja bivša sošolka iz osnovne šole, smo 1 leto prej nekaj improvizirali na festivalu, ki ga je ona organizirala tam na tem FDV-ju in je rekla, cool, lansko leto je bilo ful fajn, leto sem pa razmišljal, kaj pa če bi ti stand-up naredil? Sem jaz nimam stand-upa. Ja pa daj, si boš naredil nekaj na to sceno, pa tako, pa sem, ja, ok. Jaz sem pa takrat začel pisati in sem ga dejansko naredil, 3/4 ure je bil dolg, grozen. Tako ga na srečo ga imam posnetega, zato da lahko zdaj pogledam, da vidim, kako grozen je bilo. Zato, ker pač vedno, kad greš z novim materialom, pa še tako neizkušen, kot sem takrat bil, stvari, kako jih poveš, interpretiraš, to še ne stoji pravilno, a veš, kaj mislim, ne znaš se, ne veš še točno, kje moraš narediti zares, kjer lahko narediš dober poudarek, kje moraš pa kar iti lepo čez. Je bil pa zato drugi, ki ga je pa organiziral Juš Milčinski.
ki je bil takrat še delegat Improlige in ga v okviru tega organiziral Kudo France Prešeren, takrat, ki je še obstajal. In ti se lopa the best. Ti sem dobil pa res tak, ker tam je tudi dvorana, je super in sem dobil res tako, kakšen feeling. To je pa neverjetno tako. In pa sem šel, mislim, da sem šel 1 mesec kasneje, sem šel v Ameriko, takrat za 3 mesece, na te neke igralske studije in pa sem tam videl, da je v bistvu, tole je pa kar veliko dela. Sem vedel, da je veliko dela, ampak tako bolj me je prestrašilo to, da je to lahko projekt 5-10 let, da jaz tam v Ameriki nekaj probavam kot igralec, ne? In da po 10 letih ni nujno, da mi bo ratal. In potem sem mogel vrniti nazaj v Slovenijo, ki je pa tudi ne bom imel nobenega prostora pod soncem. Jaz sem star 35 in ne bom, a veš tako, postrašil sem se tega, tako da kaj če bi jaz reč zgradil bazo v Sloveniji, sem pa začel takrat stand-up organizirati, v Kudo France Prešeren vsak mesec, enkrat na mesec in sem si zadal, da vsakeč napišem pol ure novega materijala, vsak mesec. Hotel sem, narediš pol ure, smešno je bilo, the best, si že komik, ne, nisi. Napiš nove pol ure, pa nove pol ure, pa nove pol ure. In sem pa to delal v bistvu tako 3-4 leta, tako da sem res intenzivno full pisal, pa nastopal. Kako pa izgleda tvoj ta ustvarjalni potek? V bistvu sem šel tako, da jaz dobim neko idejo, si jo zapišem, imam nek blokec vedno sabo, ali pa telefon, no, ampak večino imam blokec. In potem, ko imam čas, se usedem za računalnik in to idejo razvijam. In če bi lahko zdaj kar na primeru tvoja nova predstava Strast, dojenček in rumpompom, torej temelji na koroni in pa na tem, da si postal očka. V bistvu tako nekako. Malo se prepleta. V bistvu je več tega, kako sem postal očka, no? Vsaj jaz tako mislim, da je. Ne, se je. Sem bila na tvoji predstavi. A si bila? Kdaj si bila? V Celu. Pa bi rekla, da je približno pol. Ja, približno pol. Ja. Čeprav se mi zdi, da smo vsi čakali, da boš zdaj začel dojenčko govoriti. Ja, vem. V bistvu hvala Bogu, da se mi je to zgodilo v življenju, da sem postal oče, pa to, kad rač bi po mojem tej predstavi govoril sam o politiki, po koroni, pa v družbi, pa kako smo to vse sprejemali. Ker je bil res velik del našega življenja in noben ne govori o tem. Nobeni filmi, noben na Netflixu, ni ene serije, kjer bi prikazali stiske, ki so jih ljudje doživljali takrat. V smislu, nisem mogel videti svoje babice v domu, pa je pol umrla, nismo prišli do zdravstva, en tip je umrl zaradi slepiča, razumeš? Zaradi slepiča umrl zdaj, ker ni mogel iti zdravniku ali pa ni upal iti zdravniku, ker so ga tako prestrašili. In tako dalje. In se nič ne govori. Vsi hočemo, ne, ni obstaja. In mi gre na živce to, zato ker je to neka ta agenda tega, da kar malo pozabimo, da zato, ker naslednji čez 5 let, ker nam bojo začeli spet srati s čim podobnim, spet začeti napihvati nekaj, kar potem se po 2 letih izkaže, da ni niti blizu tega, kar so oni govorili, da bomo spet padali na to. Ja. Ne, spomniti se, moramo to ozavestiti, kaj se je zgodilo. Moramo se zavedati, da so napovedovali 90,000 mrtvih, bilo jih je pa 7,000. To je taka napačna napoved, a veš, taka razlika, da tle nekaj meni smrdi, a veš. Okay, niso vedeli, to vse kupam, niso vedeli, so bili previdni, ta prvi 3 mesece zaprtja, definitivno, čeprav nikoli v zgodovini se ni zapiral zdravih ljudi, vedno se je zapiral rizične skupine. Pa rizične skupine si zavaroval, ne zdrave, ne. Ampak zdaj je bilo pa potrebno tudi zdrave ljudi, posledice so recesija, draginja, deljenje teh razredov, ne? Vedno manj srednjega, veliko ljudi je bankrotiralo, mest niso mogli delati, so mogli neke druge službe, za kateri niso izurjeni vzeti, ker so mogoče slabš plačane, pa več dela, pa tako naprej. Ne? Tako to vse je posledica. In zdaj, ampak se moramo obnašati, kada se ni nič zgodilo. Politiki pa zdaj delajo naprej. Ja, taka je situacija, ker so jo oni fucking zakuhali. Ne? Ja. O ne. Ojoj. Ja, to je kot meni, ko so me klicali za nek nastop za banko, pa so rekli, veš, tako, ponudili so mi denar za 2 nastopa in to je bila 1/3 mojega honorarja, kakor ga imam za 1 nastop. Ne. In sem rekel, sorry, to je pa meni premalo, ne, ti lahko pa koga zrihtam, ko bo pa šel za ta, rekel, ne, veš kaj, moraš razumeti, ker recesija, ker ima tako, ja, ker ste jo vi povzročali. Tako, banke povzročajo recesijo, pa ti pa reče, veš kaj, ne moram ti plačati, ker recesija. Če ste vi krivi za njo, kva se pogovarjamo tle? Dobro, ok. Se vidiš, malo sem jezen. Ja, vidim, ja. Zaradi tega, ker se to tudi v predstavi povem, Strast, dojenček in rumpompom, da lih to je, mene bolj zanima zdaj to okolje, zaradi tega, ker sem postal oče, zaradi tega, ker bo moja hčerka odraščala v tem. In se mi zdi, da bi lahko bila Slovenija, pač se je fajn, ampak bi lahko bila še bolj bi se lahko skrbeli za ljudi, pa se ne, fuli smo amerikanizirani, moramo delati po direktivah nekih evropskih, ki pa so direktive Amerike. A veš, tako je malo. Se mi zdi.
Čeprav moram priznati, da sem med gledanjem predstave res se spomnila na stvari, ko sem jih že malo pozabila. Tak, res se spomniš, ja. Ker so tako absurdne, veš, pa mi smo, zaradi teh telefonov pa tega, mi smo skozi zasičeni z informacijami, skozi vsebina. Iz vseh strani. Netflix ti lahko pogledaš 20 serij v enem tednu, če hočeš. TikTok, Instagram, Facebook, konstantno, ta filmček, to dela, teze. Jaz vidim, jaz ne vem, po moje 30 let nazaj ljudje niso mogli komunicirati s tolikimi ljudmi naenkrat v enem dnevu, kot zdaj lahko. Jaz lahko s 40 ljudmi v enem dnevu pokomuniciram neke stvari, pa sem to tako, nisem niti zares ful časa porabil. In je skozi to in ti jemne pozornost in obenem pozabljaš te neke stvari, ki hitro hočeš na nek način pozabiti. Zato smo si malo hoteli, da to ne obstaja več, da se mi s tem ukvarjati. Ampak dejstvo je, da lahko čez 5 let spet butnejo v nek virus, spet je, moj bog, spet moramo zaperiti in bojo ljudje najbrž tako, se štekamo. Vse vemo, koliko je. Vse vemo, koliko je. Nažalost. Spomin zlate ribice, veš, da imamo ljudje glede tega, glede slabih stvari, veš, hočemo hitro pozabiti. Veš, zakaj se reče spomin zlate ribice? Ima kao 3 do 5 sekund spominane, zato je lahko tudi imaš v okroglem akvariju, veš, ko prije do polovice, pa je, tle pa še nisem bila. Na prvi del sem slišala, drugega pa ne. Za okrogli akvarij. Tle pa še nisem bila, zato lahko plava. Kašnja vam je, Pa veš, kaj sem te še hotela, glede minutaže teh predstav. Ja, je predolga. Ne, ni bila. Ker si rekel, da si na začetku poslužil nekoga, ki ima 1:50 in potem si spremljal nekoga, ki je imel pol ure 45. Ti si imel pa približno 1 uro. Jaz sem imel 1,5 ure. 1,5 ure? Vidiš, koliko mi je hitro minil. Ja, jaz sem, veš kako je, načeloma v Ameriki drugače delal. To je tak comedy special, to traja med 20 in 25 minut. Potem pa, ali pa 1 ura. Oni imajo prav to neke ura 10. Robin Williams je bil eden od redkih, pa George Carlin tudi meni se zdi, pa možno da tudi Eddie Izzard, ki so delali kot samostojno predstavo. Se pravi, samostojna predstava je pa pol med 1:20 pa 1:50. In jaz sem tvoj bodoči bivši mož, ki sem imel, je trajala skoraj 2 uri, bilo prav 1:50, 1:55 in mi je bilo predolgo. Sem čutil, da že na koncu, te zadnje pol ure, 20 minut, pol ure, da sem mogel že orang delati, da sem držal dinamiko, da ljudi nisem zgubil. A si čutil, da je šla? Ja, ker pozornost, veš, vse pravi, da je zares pozornost, da dobro pozornost imaš 3/4 ure, ne, porabiš pa že malo pauze. Ampak po drugi strani mi je pa tako, če dajo ljudje 16 evrov za vstopnino, jim ne morem priti malo 1 urco, pa 3/4 ure, in pol iti. Se mi zdi, da vseeno mora biti to vsaj 1:20. Tako da nekako sem, zdaj ratala 1,5 ure, ampak jo probam še neke stvari malo posekati ven tisto, kar je mogoče preveč balasta, da bo to nekje 1:25. Ja. Čeprav, meni se je zdelo ok. No super, če ti je šlo čez, pa če ti je šlo hitro. Se pa moje, lih to, veš, ker v bistvu lih toliko časa serjam s politiko, pa s temi nelogičnimi ukrepi, pa to, da dovolj hitro mine, pa zamenjam temo v bistvu. Ja, in pol je spet nova pozornost, ker je nekaj novega. Tako da se mi zdi, da zaradi tega zdrži tudi 1,5 ure. Čeprav Seks po slovensko bi tudi 1,5 ure. Malo gre za to, kjer je zgodbe daš kje. Pravilo pri stand-up komediji je najmočnejšo foro daš vedno na začetek in drugo najmočnejšo foro na koncu. Zato tega, da imaš, da vseeno, da začneš zelo hitro gor, pa lahko tle malo niha, imajo kakšno sporočilnost bolj, pa tako pa niso zdaj moj bog, kaj je rekel, ampak so samo pa je tako, pa spet malo mora zanihati gor, pa tako, pa močno zaključiti na koncu. A si kdaj rečeš, pred tem bojo pa zihar ploskali? Ne. Ne, res jaz, ko pišem tako, kaj je meni smešen in imam že občutek, valjda, kjer je močnejša fora, kjer ni, to ampak ni pa tako, da, naprimer, ta prvič, ko sem povedal na odru, da sem postal oče, pa sem mi začel ploskati, sem rekel tako, ko se bo dogaja. To pa ni bilo planirano? Ne, mislim, niti nisem pričakoval tega, da je bilo tako prav, pol iz tega ratala fora, tako da jo zdaj potem uporabljam, ker sem opazil, da res vsakič ploskal, ker rečem, da sem postal oče. Meni je pa tako, ne vem, zakaj meni ploskate, moj prispevek k temu, da sem postal oče, je bil in to je to, veš. Ona je vse naredila. Dobro, to so čestitke. Se vem, sam če si kdo aplavz zasluži, to ona.
ne jaz. Kak si lepo povedal. Ne, res, mislim, a veš, mi moški smo tle nekako donatorji, ženske ste pa gostiteljice. Da ne boš zdaj tule cel šov povedal. Ne, maga pa moramo, veš. Ja. Da bo teh 10,000 ljudi, ki je gledal Serčiča, pa prišlo še pogledati mene, pa rekla, ona predstava. Zaston. Ja. Čeprav, če je Žan Serčič, on je ful tako popularen med mladimi puncami, ne? Je, ne? Ja, ne, če on dobo 10,000, pa bom jaz tam tako, vse sem rekel 2. Pa ne 2,002, pogled. Sam publiko imaš čist raznovrstno, se mi zdi, da Kar je, mlade in varira, starejše. ja. Sam se mi zdi, da YouTube pa Instagram so še zmer mlajši ljudje, ne? Te, ki so 20 pol, teh pa mogoče ne zanima toliko predstave, plus zdaj nisem toliko aktualna na TV-ju pa to. A veš, rečem, če bi bil stare tle, ali pa, ne vem, kakšni te talente vodijo, ali pa, ne vem, Ana Marija Mitić, pa tako, ne, mogoče jih bolj potegne, ne. Ali pa ne, lahko pa da, ne vem, lahko pa da so zdaj froci gledali, ja, šef, pa bom dobil ful ogledal. Mislim, ti boš dobila ful ogledal, jaz itak nimam nič od tega. Saj se hec. Promoc. Lahko govorimo o svoji predstavi, a ne? Ja, lahko. In ti me sprašuješ o njej. Čeprav bolj jaz govorim, se mi zdi. Kaj se pa najraje predstaviš? Mislim, poznamo te kot komika, kot televizijskega voditelja in pa igralca. Jaz imam za komika in igralca. Voditeljstvo je bilo luštno, pa je en tak del, ampak zagotovo sem napredoval tudi na tem področju, v smislu, ker se spomnim, kako slabo sem delal včasih, pa pol, kako sem se zboljšal, ampak čutil sem se vedno kot komik in igralec. Vodenje je bilo samo nekaj, v čemer tudi dovolj uživam, da lahko delam zraven. Torej si še želiš kakšne izkušnje v igralstvu? Ja, seveda. Ja. Zdaj stand-up komedijo nekako še vedno razvijam, ampak pač sem imel kao pošteku. Igralstvo pa še ne čisto, oziroma imam premalo izkušenj, da bi lahko rekel, da sem ga poštekal, tako da bi rad razvijal, rad bi se še bolj izpopolnil. Ker se mi zdi, da dostikrat sem pri komikih videl, tudi pri ameriških pa tako naprej, da se vidi neka distanca. Naprimer, Jimu Carreyu je full fine rata to, da res nikoli nisi videl, da v bistvu pove foro ali pa pove svojo repliko in pol čaka, ampak je bil ves čas, je igralec, kakor je tudi komik, ker on je tudi štartov stand-up komedija. Pri enih komikih sem pa videl, da je bilo v bistvu fora, a veš, in pol čakamo, da na naslednjo. Ja, tako da to bi rad, sem pri sebi tudi malo opazil, da mogoče se mi to zgodi, da moram to malo zboljšati. Malo premora. Malo premora, ne? Premora? Da počakaš. Ne, narobe sem, da igram ves čas. Da si ves čas noter. Pri komikih je to, da so navajeni tak, puf, fora je bila narejena, pa spet greš na novo, ne? Ti moraš biti pa not, ti moraš biti v liku, ne smeš ven past. Ja. Čeprav po eni strani nisi tudi v predstavi v nekem liku. Ali pa v neki coni. Ne, zares. Mislim, je to nek vid na odru, ki je drugačen, kot se veš, da sem že zdaj malo drugačen, takole. Ampak ni lik zares tisto, tisto sem jaz. Tisto se ne trudim, da bi bil kaj drugačen. Ampak je ta mogoče kakšna fora, ki pač nikoli ne bi naredil, pa rečem, da bi jo, pa tako, ampak ne, da reč pa ne, nisem lik gor na odru. Gor sem jaz. Zato tudi piše Vid Valič. Avtorska predstava. Tako, avtorska predstava, nek se zna. Pri vse punce mojega brata sicer sem Vid, ampak sem Vid Mlakar. Razlika. Res? Mislim, zame je. Vse je neka ekstenzija, ampak še zmer. Včasih ne vem, ker si tih pa me gledaš, a tako čakaš, da bom končno do konca povedal, da to lahko ti na klin štartaš. Ali razmišljaš, da boš imela čas pogledati dol v zvezek. Kako si lepo napisala, pogledam. Ja? Kako lepo napisala, Vid Valič. Da bo sem pobolda, ne. Lepo, ne? Ja. Mislim, se imam za vsakega. Ful je fajn. Da si pa prišla iz srednje šole? Pred 6 leti. A je že pred 6 leti? Mater. Ja, kaj, no, ni lepo. Da si včeraj maturo naredila. A veš kaj, tudi ti si rekel, da imaš blokec na vas telefona. To je res. Teda bi jaz lahko tudi po telefonu, koliko bi ti pa bilo? Ja, zgledal bi, da me ignoriraš. No. Ja. Ne, se meni tudi všeč ta analogni način pisanja. Hvala. Kaj je naslednje vprašanje? Ajde. Hodila sem da vprašati, rekel si Vid na odru.
Kak je pa vid na domačem kavču? Veliko manj govori. Ja, sam leži. Končno imam konc dneva. Misliš tako doma? Kaj? Ja. Tako, jaz nisem eden izmed onih, to sem že parkrat dobil to vprašanje, ali komiki ste v resnici pa pol ful zamorjeni pa depresivni. Ja, nekateri so, jaz nisem. Jaz imam rad pozitivo, rad imam smeh, malo sem idealista, kar je lahko slabo, ampak nekako uživam v dobri volji v tem. No. Pač se imaš tudi obdobje, ki si slabe volje, pa rabaš tisti čas, da greš čez. Ampak drugače pa rad sem imam fajn. No. Rad se smejim, rad sem dobre volje. Tako. Verjetno so te to že tudi vprašali, ampak me zanima, če čutiš to potrebo, da moraš nekoga nasmejati. Ja, na nek način ja, v bistvu. Ne zdaj za vsako ceno, ampak po mojem ne bi delal tega, kar delam, če ne bi čutil te potrebe, da hočem zabavati ljudi. Oziroma, da uživam v tem, ko zabavam ljudi in da je to obenem tudi nekaj, od česar lahko živim. Mislim, jaz si zagotovo mislim, da od tebe se mora pričakovati, da zdaj si pa smešen in da bi mogel nasmejati vsega. Kje? Na odru? Ne, vse posod. A ja, ne, to je butast. Mislim, tako, če delamo neke javne stvari, medije, ki vem, da se bo nekaj gledalo, tretje, ki bojo ljudje, ki jih jaz hočem dosežiti, gledali, potem mislim, halo, bo zabaven, povej, kaj je smešnega, razumeš, tretje. Ne bo to polno, ne bo to. Tako pa ne, tako pa je odvisen od ljudi. Če so zabavni, se bomo zabavali. Če so pa, vem, kot ti, ne povem vic, a veš, si pa tako malo, ne. Prosim, če se lahko nehaš naslanjati na moj avto, pa nekaj moram iti. A te ostavljajo kaj na ulicah? Zgodi se, ja. Ni to tako neki ful, ampak najbolj je bilo to takrat med to, ko sem talente. Sem prav videl, ko sem začel snemati, oziroma, ko so prišle ven prve oddaje, posebej smo jih že prej te audicijske, sem prav vedel sem, ker nisem spremljal, kdaj pride ven oddaja. Ja. Prav, ko so začeli te najstniki v centru, sem tako, prvo dajo od zunaj. Tako to, no. Mogoče v manj urbanih predelih Slovenije, da mogoče tam malo bolj reagirajo. Reč pa ni tega. Ne. Ali pa, če so pa pijani ljudje, je pa lahko zabaven. Z mojo drago so šla na pivo in cvetje, jaz sem bil prvič na pivo in cvetje, ne vem, zakaj še nisem prej bil, ampak pač sem bil. In je bilo neverjeten, res. Tako mi, da se tam objemava, tam plešava, tam za najo igra, ne sam za najo, se so tudi drugi ljudje, ampak v moji glavi za najo igra Vlado Kreslin, na mesto koga roža cveti, ful lep, ampak obenem žalosten komad in samo objemava in je neki lupčkan tam po ličkih in veš, nek tak romantičen moment, sam začutam. Sorry, zelo zligava. Tako neki 3 pijani deci, razumeš, tako, lahko sam do konca komada počakajte. In so? So počakali. Komi. Koliko je zaključil, roža cveti, alo zdaj. Alo. Ja. Pa tvoja kaj moti? Veš kaj, v bistvu počasi se spoznava s tem. Se privaja. Tle je kar znerviral. Je bilo tako, se prav spomnim, da so tako plesali. Tle, kaj mi je bilo to, je bilo v bistvu obrnjena stran mene, pa smo pa gor gledala, pa se enka drugica je bila pa pred mene, pa so se nekaj objemala, pa to. In je zagledala, čez ramo je že zagledala, ok, ena tako že hodila, veš, da bo. In je prav tako ne! Ne! Sem rekel, daj, pusti, ker to bojo, v vsakem primeru, sem se pa zafrkal, to je tako kot posilstvo, veš, bolj se upiraš, dalj časa traja. To foro govorim samo zaradi tega, ne podpiram posilstvo. Ne, ampak foro je bilo tem, da so razlagali psihologi, oziroma ali en psiholog, da, veš, to podcast, veš, takoj pol nekaj začneš podatke, ja, sem bral neki, vprašanje, če je res, ampak bral sem, da če bi ženska, se pravi, ko bi posiljevalec šel na njo, da če bi ženska v bistvu ne se upirala, pa se dret, pa lala pa na pomoč, da bi rekla, ja, da bi v bistvu flipal na kovanc na nje, da bi on je rekel, tako kot večina posilstva se sploh ne bi zgodila. Zdaj, ker te tipi v bistvu iščejo podreditev, iščejo nemoč in to, okay. Da vprašanje, če bi sploh erekcijo dobil, če bi bila ona, ja, kot jim zdaj naredila, veš, bi odkal, ne, kot delaš, ne paše mi to, upiri se. No, v tem pa še nisem razmišljala. Ampak ja. Jaz tudi ne, dokler nisem tega prebral, pa mi je bilo pa kratko malo. Kaj je tvoje mnenje?
da bi lahko prišlo do tega, ker vedno, ko se nekaj tako obrne, nekaj, kar nekdo ne pričakuje, je pol, kaj se dogaja. Ja. Predvsem pa, jaz mislim, da pri posilstvu, če so že govorili o tej temi, ne vem, zakaj si jo načela, ampak ženske po moje premalo uporabljate šibke točke pa svoje nohte. Veš, se nočeš dotikati v bistvu tega človeka, ti hočeš iti stran, ne, ti ga moraš potegniti k sebi, ker ga lahko tam grizeš, praskaš oči, tle od zadaj, za fucking genitalije zagravati, pa mu jih izpult, pa ne te pol posiliti, če te lahko. Stvari smo malo zašla. Jaz ti samo obrambne napotke ti dajem. A to si zdaj ta očetovski čut imaš bolj izražen? Ta del me tudi malo skrbi. Zdaj mi je fajn, ker je dojenček, pa tako, pa lahko 100% kontroliram, kaj počne, ne, ampak mame skrbi tisto, ko bo pol 65. Ampak sej bo šla po kaj potrenirati, pa ja, se veš, če daš človeku nekako orodje, da se zna zaščititi, da zna predvsem situacijo, pa tako naprej, je pa samo odvisno od tega, a bo imel nesrečo v življenju ali ne. Je pa kar grozno, mislim, da v Sloveniji, pa načeloma po svetu, pa tudi v Sloveniji je kar slaba ta statistika, no? Koliko je nekih punc oziroma žensk zlorabljenih spolno na tak ali drugačen način. No? Tako, ali strani neke družine, ali tako, no, mislim. Tako da, ja, je kar grozno, da so tipi taki, da si to prvošča. In to je točka, kjer so vsi nehali gledati ta podcast. Kratko, what the fuck je temu valič? Da gremo na hčerko. Ja. Pa ne, no, sej to je point, mislim, da priješ v podcastu na neke teme, ko mogoče ne bi, ne? A si odvedno želel hčerko, ali si bil tako nekateri moški, ko so res fantek, mora biti fantek? Sinček. Ne, nisem. Meni je bilo v bistvu vseeno. Za dve različni biti se mi zdi, da gre, ampak ne nujno. Pazil sem pač, da znajo biti punce malo bolj sramežljive, malo bolj previdne, malo bolj boječke. Fantje so pa bolj začeli se tudi najbrž več zlomenih rok. Ja, s kolesom, to mi je najbolj fascinantno, ko grejo oni mali, malčki, se sam pelejo se dol, nič ne bo. Nič ne bo, ja, pa se ne šteka teh posledic. Ja. Pa toliko so mehki, toliko so še elastični, da doskrat ni, ne. Ampak v bistvu, ne, meni se zdi, da je vse tako, kot mora biti. No. Ker ta mula mehna je to ključna, da tudi če bi bil to fantek, bi bil pa mulc mehen. Luškan. Ja, tako da ni. Ampak je pa res, da tako se mi zdi, da imam v življenju vedno ženske okrog sebe. Pa ne mislim v tem smislu, tako kot smo ženske okoli sebe, ampak tako, ne vem, inštruktorica vožnje moja je bila ženska. Vedno sem imel neke profesorce. Mama je imela močnejšo vlogo v mojem življenju, kot oče. In tako naprej. No. Tako da se mi zdi, da tudi prijateljc imam, po moje, če bi zdaj jih naštel. Ja, imam tam, kakor moških prijateljev. Ne. Nimam ful več moških prijateljev, pa par prijateljc. Ne. Ampak tam, no, tako da. Ja. Kar res ni toliko pogosto. A ni? Ne, bolj so te bivše. Ful imam moških prijateljev, pa ful enih bivših avanturic. Doskrat je ta varianta pri tipih, ampak ne, jaz pa mislim, da kar imam tam pol. Neki te bivše spremljajo. Najprej vse bivše mojega brata. Ne, vse punce vse punce. Brata. O moj bog, sploh no, se to so bivše. Je ni bivše. Ni nujno. Ja, ni nujno, no, da so naenkrat. In pa rekel si, da sta zelo težko zbrala ime, ker te je veliko imen spominjalo na bivše. Ne veliko, pač malo se mi je zaradi tega mojega krajšega obdobja promiskuitetnosti se malo zožil izbor ženskih imen za mojo hčerko. Ker ne moreš pač dati hčerki ime, isto ime, kak je imela kakšna tvoja bivša avanturica, ker se prav prehiter se spomniš. Takoj se spomniš ob 3 zjutraj, kako si naredil walk of shame iz njenega stanovanja. Tako da ne, hvala. Ampak vse to nisem na bivše. Se mi zdi, da ta imena nam niso pri srcu tudi zaradi nekih drugih oseb. Ko rečeš neko ime, če ti imaš nekoga, ki ti je bil smotan v življenju z istim imenom, tako ne, nič ni šanse. Ja.
Ampak to mi je ful smotan, ker imam par teh imen in potem prijatelji ali pač družinski prijatelji poimenujejo otroke po teh imenih, pa joj, zakaj gleda to? Ampak po eni strani je fajn, če to nekdo drug naredi. Če ti narediš, pa boš imel skozi to. Ja. Ampak če pa nekdo drug naredi, lahko pa pol metamorfiziraš v bistvu to svojo slabo izkušnjo s tem imenom, oziroma s tem človekom s tem imenom, na boljšo izkušnjo, Tako, na to novo bitje s Tako. tem imenom. Pa postane to močnejši del krvun, tako, no. V teoriji. Lopo, da vsakeč, ko gledaš, ta Stojan. Stojan. Ja, ne, nekdo pač. In zdaj te Stojan ve. Ne, Da ga ne nisem maraš. novega Stojana, ki je bil smotan. Samo tako ime mi je bilo. Tako. Smotano ime. Ne, tako malo. Ja. Smotana. Smotani Stojan. To je bila risanka. Te stvari zdaj razmišljam. A si izmišljuješ zgodbice za svojo hčerkico že? Ja, zaenkrat so bile bolj te neke potopisne zgodbice. Aha, ok. Kao nekoč je živela mala deklica. In da si ti povedal, fak. Ne, no, kako to meni uide, to ne moreš. Veš, kaj nočem povedati imena, veš, kaj se mi zdi, tako se bo to. Kaj moramo brisati? Aloh. Bomo dala pip. Lahko tudi pip nadiš. Dala pip. Fak, res, to že drugič sem se že eno Ful lepo tam ime, poradil, drugače. ne. Ful lepo ime. Meni je tudi lepo ime. Samo nočem. Da vem, tako se mi zdi butarsko. Vse se bo sama predstavila, če se bo hotel. Veš, kaj znerviral me, zdaj off the record folk. Mislim, da so neki v Slovenskih novicah so nas pofotkali, mene, Kristina, pa moja Drago, ne, in ko smo bili skupaj, ne, in so prav tako ime in priimk od moje napisali. Ker tako, daj napiš, spremljevalka, mislim, vse lahko ime, se ni problem, samo ko je tako še priimk, a boste še naslov, pa davčno, pa veš, tako mi je malo, tu mač mi je bilo malo, no. Zato, ker sem jaz slaven, še pomeni, da morate zdaj njo tudi vlačiti okrog. Vse napište, poslikar ste jaz zraven, kljub temu, da nisem vedel, ne, ampak, a veš, ok, ne. Kako so pa zvedeli ime? Zato, ker jo po moje pozna ena novinarka iz tistih krajev. Ja, in je pa tudi ona zelo veliko povedala. Pa tako, no. Ja, tako da. A veš, na tem nimaš nadzora, vse do tega prej ali slej pride, samo ta neka obzirnost, tudi, naprimer, sem klical takrat tole, tako se to varuha človekovih pravic. In je rekla, da ja, tle se dve krešata med sebe. Ena je pač, kaže, pravica o obveščenosti, druga je pa pravica do zasebnosti, nekaj tazga. Oziroma ne, ta GDPR, ne, te varstvo osebnih podatkov, Ja. ne, da se te dve tepete in da pol tle je treba presoditi. In sem jaz bil tako, kaj ljudje imajo pravico obveščenosti, kako je ime moj baby, a veš, ti mene zafrkavaš, to ni nobena pravica, razumeš, to je samo vem, da firbac. obstaja ta pravica, ampak v Ne, tem saj primeru... Ja, ne gre čest, ampak sem pa rekel, ne da se mi ukvarjati s tem, ker bolj bom to raztegoval, bolj bo to prišlo, tako pa sem en članek, grem mim, se to ne bo veliko ljudi opazilo. Tako da se pa vedno nekako zaradi tega ne narediš. Ampak me krmil, da bi tožil takrat. Ja, mislim, ko bi te vsaj do tebe prišli in vprašali, a lahko bi že bilo po moje 100-krat boljše. Ja, ne, ker bi rekel ne, pa bi bilo rekli, da mi bi pa vsem. Ja, to imaš prav. Tako da ni. Ne, gre za nek ta odnos do tega. No. Se mi zdi, da delajo na ta način, ne vsi, ampak nekateri, da delajo na ta način, kva. Zdaj mi lahko napišemo, kaj zdaj. Veš, ker mi služimo s tem denar, ne boš ti zdaj meni omejeval, s čim lahko je služen denar. Kljub temu, da pač služi denar s tem, da pišejo o meni, pa o mojem privatnem življenju. Naprimer. Ja. Vse to sem že brala en tvoj odgovor, ker sem tudi malo razjezil, da ti ni všeč in da, ko se boste želeli tvoja partnerica in hčerka predstaviti, boste to naredili. Tako, ne se sami že odločila. Tako se mi zdi. Čeprav se mi zdi, da... Pa zafrknem, pa rečem njeno ime, razumeš, ker sem debil. A bo še izbril se na živo? Ja, bo. Ok, hvala ti. A gremo še enkrat to narediti? Ne, v redu. Ne, veš, samo da to potopisno, pa to, da ti razložim za te pravice, če že berem. Lahko mi zdaj poveš, ampak brez imena. Tako, to sem mislil. Daj še enkrat postav vprašanje. Ne, povej mi. Da no, Kat je bil, ajde. Se bo pip. Drugi take. Se bo pip. Ti so pa najna skrivnost. Ok. Nekaj bi ti raje še enkrat celo povedal, zato ker sem hotel nekaj. Ok. Pa čeprav se ni bilo tako smešno spet. Ali si sam zmišljuješ zgodbice, ki jih pripoveduješ hčerki? Zanimivo vprašanje. V bistvu ja,
Pa zaenkrat sem malo tako potopisna, veš, kao živela je mala deklica po imenu in veš, oči in mami sta imela tako neke take, ker sem malo mi to, ampak razmišljam že o nekih razširitvah teh zgodb, veš, mogoče bo začel s princi, sem pa bo zihar kakšni zmaji, pa kakšni te, kva so že oni, no, kentauri, veš, pa tako pa te neki kozjaki, pa veš to, neke, veš, da mitiš, vse filme, tako združil bom Lord of the Rings, Narnijo, Harry Potterja, Jaws, veš, vse Gremline, vse bom združil skupaj. Ne, to je super, zato, ker ustvariš neki nov svet, meni je bilo to super brainstormati, ker si lahko sproti izmišljujem. Jaz sem to, ker sem starejši, ker sem bil, ker sta mi mami pa babi, ker sta mi govorila zgodbe, ne, sem bil lahko, mami ne tok, mami jih je kar konsistentno znala od začetka do konca povedati, babi sem pa prav slišal, ker je govorila zgodbo in pa malo utihana in in sem skontal, pa že sem bil dovolj star, da zdaj razmišlja, kam gre naprej. Ne ve. Predtem, dokler še tega nisem ugotovil, sem bil nekako pod iluzijo, da to mi zdaj resnično zgodbo govori. In sem bil čisto v tej zgodbi in si predstavljaš, to je v bistvu ful dobro za domišljijo otroka, da mu govori zgodbe. Naprimer, zdaj sem gledal nek video, kjer je ona rekla, če mislite, da je prezgodaj, da bi mu brali, se motite. Tako da lahko dojenčko že tam pri 3 mesecih začneš brati. Tako da je... Zato me je pa zanimalo, če že zdaj pripoveduješ v bistvu. Že malo. Čeprav zdaj je prav tako kopanje, hranjenje, ali pa obratno, hranjenje, kopanje, odvisen, koliko je lačna, pa sam sep na toplo, takrat tisti večer, ko sem jaz doma, no, če nimam predstave, sep na toplo, pa a poješ je tudi? Ja, mrmram v bistvu, zato, ker se tle vibrira in pa tako je vidim. Zelo hitro zaspi, tako je na 5-10 minutah mi vrata, tako na ta način uspavati. Lepo sep, fajn stisneš, zato da se počuti varno in ne toliko, da ji pač možgani zleze ven čez ušesa. In kakšno to je. Pa tisto, veš, iz Vikingov, veš, serije. If I had a heart. Poznaš to? Ne. Poznaš Vikingi serija? Ugotovil sem enkrat, sem mrmral, začel sem z Bel Božič, ja, sanjam jedan Bel Božič, ker mi je z nekega razloga v melodiji se spremenil v malo teraso. In pa mi je bilo že dolg čas, ko sem to že 10 minut, enkrat je pač dalj časa rabljal, da zaspine in sem pa sem začel razmišljati, kjer druge melodije bi mi je padlo na to. Tako da je taka dobra, pa globoka je, veš. Tako da fajn vibrira tle, da nogi. Mislim, da si odkril, ja. Kaj bi rekel, wow. Toplo vodo. Ja, 50 minut je pa res kar hiter. Ne vedno, to mi tako včasih mi rad, ampak zna, tako, pa smo po kopanju zna biti, kar malo za zebe, pa malo na vroče daš, pa vse stisneš. Jaz ga zahajcam na polno, ker ga moram žurati znova, veš. Ful sem vesel, da sem do zdaj vse te absolvente pa maturante čez, ko smo ga morali ful žurati. Imaš ta gib? Ja, veš, kaj je ustrajnost v tem gibu imam, veš, da lahko tam 10 minut v bistvu se prestopam iz ene noge na drugo. Ne pa sam, ne znam, kot to denčko to pašam. Pač. Jale. Tako imamo. Kaj pa veš, kaj je te pasal, ko si bil dojenček? Kak pa si bil kot dojenček? Kakšen sem jaz bil kot dojenček? Moja mama vpraša, kaj ne jaz vem. Je sicer ti je kaj povedala? Kot dojenčka ne, mislim, da sem ful spal, to je bilo, kar se pol ni toliko spremenil, tudi na starejša leta. Spal sem, ja, veliko, to se spomnim. Da sem tako, da mi dala spat, ne vem, da sem 8-9 ur tolko brez problema. Napram mojemu bratu, ki je bil že ob 5 zjutraj. To, no. Za dojenčka, mislim, da bi mi to povedano. Pa da sem bil tudi nasmejan. Imam ene par slik, eno sliko sem našel svojo, pa pol od moje, ki so bile tam nekaj stara, od tamale. In sva si res ful podobna. Da nose to. Je tudi zelo podobna moji, dragi, ne, ampak meni pa bi se skoraj malo bolj. So že sestre so govorile, kao, sej če ne bi videli, od kjer ga je, bi si pa mislili, ne. Ja, lepo smeš. Je lepo. Kak je pa vid kot očka? To mi še malo povej. A veš, da ne vem. Ne? Mislim, jaz čutam, da jo imam ful rad bi skrbel za njo vsako priložnost, ko jo imam, ko ne delam in tako. Včasih malo nepotrpežljiv, če se kaj dere, kaj tako, zakaj se dere, če se ti vse zrihtal? Pa se pa spomnim, to ni odrasla pa racionalna oseba. Ne moš tega pričakovati od nje.
Ampak jaz mislim, da kakšen sem kot oče, po moje, morate mojo hčerko vprašati pri 5 letih, pri 15 letih, pa pri 25 letih. Ja. In če bo 3krat odgovorila, da sem dober oče, sem dobro naredil. Ja. Mogoče pri 15 bo to, ja, se je kar ok. Ampak ja, če bo na teh 10 let pravilni odgovori. Ja. Pa si ok. Mislim, ne pravilni odgovori, pozitivni odgovori. Pa bomo redili. Pa sem nekaj dobrega naredil. Kako pa gledaš, koliko otrok bi rad imel? Pa ne vem, nimam nekaj zdaj tako, da bi imel 2, 2, 3 to. Mislim, glede na to... Zaenkrat ima polne roke dela z 101 punčko. V bistvu to, kakor bo ona hotela. No. Njeno telo je, tako da ne morem jaz zdaj siliti pa... Je pa debe, še enega, pa boljše, če sta 2 skupaj. Njeno telo je, njeno življenje, ona se bo odločila. To je res, ja. Ampak mislim, da sem iz tega vidika, ker ponavadi... A čisto želja, varianta? Ampak ne, da če imaš ti brata oziroma sestro, si pa želiš, da ima tudi tvoj otrok neko, družbo oziroma brata, sestro, ne? Se mislim, iz nekih vidikov je ful boljš, ne, zato ker se skupaj igrata, se navata tega nekega šeranja stvari, pa tako, ne, ti kot starš lahko ji učiš, da si morate deliti na nek način, se mogoče hitreje empatija razvije pri otrocih, da razume tako, ne. Ampak tako, kot sem rekel, zaenkrat ima polne roke dela, 4,5 mesece, odkar je moja rodila, spomin je še svež, tako da se niti ne pogovarjamo o tem. Bomo videli. Bomo videli, vse to jaz sem ready. To je čar tega. To je čar. Tako je. Kolikor jih bo Bog dal, so včasih rekli, a ne? To je ful dober izgovor. Kolikor jih bo Bog dal, samo zato, ker ne znate uporabljati kontracepcije. No, ali pa tudi nisem imel dostopa do tega. Dostopa do kontracepcije. Ja. Razumem. Štekaš? Štekam. Nekaj si bila tih, zato se mi zdel, da nisi. Sem. A za nalaž delaš te pauze vsakič, kaj rečem? Ne. Okay. Celo dol pogledaš. Moram malo razmisliti. Aha, ja. Ker včasih me nasmejiš in pol sam, ok, čakaj, kje smo zdaj? Hvala Bogu, ne razmišljaš med tem, ko jaz odgovarjam. Ampak dejansko poslušaš. To je včasih kar grozno. Ko vidiš človeka, da mu odgovarjaš, on tako, aha. No, ampak veš pa že gre na vprašanje, tako, ok, sploh me nisi slišal. Ok, ampak ker smo mogli pri tej temi. Ja. Na začetku sem se jaz ful vprašanja pisala. In sem videla, da ni bilo super, ker je to mene zmedlo. In sem sam gosti odgovarjal, jaz sem pa sam, ok, ne pa gremo to. In nisem sledila. In sem sam svoje pelala in sem skakala ful iz teme, ne. In pa sem bila živčna, to mi je odgovoril, to imam šele proti koncu. In zdaj, ko si pišem sam neke tematike, rečemo, je veliko boljše. In zato lahko tudi toliko sodeluješ in poslušaš dejansko. Ja, mislim, najdeš moraš način, ki tebi ustreza. Zato je tebi najlažji, da priješ. Ampak, naprimer, moj komentar na to bi bil, da ti si že vprašanja napisala, ampak se jih nisi naučila. Če bi se jih naučila, bi točno vedela, bi mogoče morala malo pošpegati, ampak bi točno vedela, kaj gre naprej in bi lahko aktivno poslušala in se obenem navezala. To je ta razlika. Če si napišeš stvari, ne, pa jih bereš, tako se zanašaš, da jih imaš tle, ne tle. To je ta fora. To ti govorim čisto svojega posla, zato ker pri stand-upu jaz imam neke fore in jaz si v bistvu tako, kako komade si jih pišem. Ne. Vsaka fora ima nek naslov. In si jih potem pač itak znam tekst, ampak si kot alineje si jih napišem. Ne. In jih pred nastopom, zdaj, ko imam predstavo, pa ker sem že parkrat naredil, zdaj ne rabim več tega delati, ampak tako rečemo, če grem stand-up, da to, jih pred nastopom vedno grem čez. Najprej grem to, po koraku. In to ponavljam, dokler ne naštejem tega tako. Dokler v glavi, potiho. Dokler nisem tako, tak. In ker sem enkrat tako, ni problema. Jaz lahko sred nastopa odbluzim nekam, neka improvizacija, nekaj se je zgodilo to, ampak bom vedno, ko bom hotel se nazaj vrniti, bom vedel, kje sem. No, to sem tudi hotela vprašati, koliko so dejansko različne te predstave? Koliko odstopajo ene od druge? Pa ja, nekaj obstopa. Čeprav, jaz zaradi tega dajem naslove, zaradi tega, da je ljudem jasno, da to je ista predstava. A veš, če boš ti prišel, ne vem, v Škofjo Loko jutri, ne, pa pogledati predstavo,
pa če boš potem čez en mesec prišel, pa ne vem, v Kranj gledati predstavo za tega, ki si iz Gorenjske, pa ti je blizu, boš videl isto predstavo. Ne mislim, da bo to čist nekaj drugega. Ne. In to sem nekako začel delati tudi zaradi tega, ker se je zgodilo, da so ljudje prišli dvakrat me gledati v enem mesecu in so pač slišali, ne vem, od pol ure so slišali 20 minut istega materiala, ker je bil to tist nekako v tistem obdobju najmočnejši material, s katerim sem hotel nastopati po Sloveniji. Ne. In so bili pa tako, to se ponavlja, ker tako, ja, ponavlja se. A ti prideš slučajno na koncert Rolling Stonesov, pa si tako, ne, no, spet tako matno, to smo že slišali. Ne, poješ ga z njimi. Tokrat si ga že slišal, da ga znaš na pamet. Jaz se malo da je drugače, ampak pač nažalost je podoben. Ja, lej. To je point, pa da se približaš ljudem, ker res si vse posod, se mi zdi. Misliš, kaj s predstavami? Ja, veš kaj, zelo veliko kulturnih domov je in tudi nek trend je, da ljudje veliko rajš grejo v svojem kraju. Po eni strani mi je logičen, ker marsikdo se vozi v službo. Ne. In je pa tako tisto, ki se pač peleš zjutraj v službo, se pripeleš domov in zdaj sem še pelil nekam pol ure tiče zato, da gledam eno predstavo. Ne, se imamo kulturni dom tam, ne. Zakaj ne bi prišel? To res je. In je super, se lahko vozim po celi Sloveniji, obenem je Slovenija lihtok mehna, pa lihtok velika, da je dovolj kulturnih domov, da lahko nastopam, obenem pa sem lahko vsak večer nazaj doma. To je tak luksus, ki si ga sploh predstavljati ne moramo mi. Jaz si ga lahko predstavljam. Ustrezati, Ne veš kaj, zato ker sem govoril, ne vem, in z angleškimi komiki, ki so pač nastopali tukaj, jaz sem jih spoznal v Londonu, ki smo bili pa tako. In to je, veš, gre za 80-100 funtov, se vozi tako 4 ure v eno smer in mora tam prespati, veš, mora po naslednji dan iti. Tako je orang, ne, že Hrvaška, naprimer, veš. Naprimer, si iz Zagreba in dobiš v Splitu nastop, ne. Ko boš isti večer nazaj, ne, če imaš 5 ur vožnje, ne. Treba 4, ajde. Vse en velik, Ja, je zelo velik, ne. Pri nas pa najdlje je Bovc. 2 uri 15. Še malo čez prebil tam, čez Italijo. To je najdlje. Ali pa Lendava uro 3/4 po avtocesti, ki si čist zlomljen pol na koncu. Ki si res uro 3/4. Ampak bil sem večer nazaj doma, že... V tem movingu, ki si mi ga prej kazal. To je bilo zdaj čisto naravno asociacijo, da bo tako, si že doma in si... To si ti pomislil, ne? Ne, zakaj, ker sem hotel reči svojo drago, sem hotel reči, da si že svojo drago, pa svojih čerkov. Ja, tudi to treba. Ja, lej, to mora biti. Pravijo srečna mama, srečen dojenček. A ja? Za fotra jih boli. Hvala Bogu, po eni strani. Ne, zato, ker je pač, veš, ženska gre čez tok neki, pa vse to in nosečnoš porod in potem okrevanje po porodu, to je tok, da res le fotar ni za res to pomemben. Fotar, vsaj jaz mislim, no, da je treba zelo paziti na, veš, vsak ima svoj ego, tudi ti si neprespan, tudi ti si utrujen, razdržljiv, no tretje, ampak nikoli ne boš tok, kakor je ona. Ne. Tako da se moraš, to se upominjam. Vsakeč, ko meni gre kaj česa, veš, pa sem tako, veš, da bi v tem razpoloženju, da bi popenil ali pa kaj tazga, tako, ne, čakaj, v izi, razumeš, ne, dajmo se to lepo zmeniti. Se spomneš takoj. Ja, ne vedno, ampak večino časa pa je. Ženska ste hormonski tornado, ko ste noseče. Ja. In hvala Bogu sem star 40, ne 30. Veš, po 40-ih boš tekaš, da pa trebaš se vsesti nazaj, spremljati, kam se tornado premika. To mi je pa znano. Mogoče kaj pokomentirati, ja, in če se ti vidiš, da tornado gre proti tebi, zbežati v klep. Ne. Kaj če pa nimaš? Kako? Kaj če pa nimaš? Jo pa najdeš. Skoplaš si jo, tisti dan. Kako zagledaš. Mislim, da je tole odlična točka, da preideva na zadnji izzivček. Izziv? Izzivček, ja. Izzive imaš. A izzivček ali izziv? Jaz rečem izzivček. Ne vem zakaj. Zakaj? Kaj je tako mehen, kaj je tako bedno? Ja, ko so kratko vprašanje. Oziroma, kratko vprašanje. Kratke povedi, ki jih moraš dokončati. Ok. Anton pa mogla zdaj prebrati, ok? Ti kar. Moja čisto prva služba je bila? Praznjenje skladišča s papirjem. To mora biti. To nisem rekel, da je bilo slabo. Ja, tak si se nasmejal. Ja, ker je bilo smešen.
Tako dvodnevna služba. Ja, ok. Ker sem že mogel, veš, to skladišče, treba ga izprazniti. Super, da veste. Lahka navodila. Vedel si, kaj moraš narediti. Zelo enostavno, ja. Pa dolgočasno tudi. Zato je bilo 2 dni. Ja, hvala Bogu, ja. Hitro minil. Okay. Na odru se vidim v duetu z Rankom Babičem. Okay. Domnom Valičem. Z Domnom Valičem. To je moj brat, drugače. Moj najljubši zajtrk? Dobro vprašanje. Kakor kdaj? Včasih so jajca na čebuli, na oko, da je rumenjak še takoč, pa popečen kruh. Kaj je bilo danes? Včasih pa kvinoja z brokolijem. Posoljena s kurkumo, karijem. Wow. Ja, pa malo olivnega olja, če je zdaj vlam. Pri jajcih pa še zraven tudi bakalar, tiste to dobro. Ja. Pa če kosmiče narediš da so slavi, a veš pa, da daš gor še granolco, da je pa tiste to čisto da. Skratka, nimam najljubšega zajtrka. Vidim pa, da imaš rad zajtrke. Rad imam hrano. Jaz bi bil ful debel, če ne bi imel dobre predispozicije genske, pa če ne bi treniral toliko, kot treniram. Bi bil po moje čist zavalen. Oziroma bil bi veš, skinny fat varianta, veš, bi bil oska ramena, pa suhe roke, da bi imel pa tak bauh. Ful bi bil seksi. Ful. Kaj pa to zdaj, so bile to neke travme? Ne, predstavljala sem si. Ja, predstavljala si si. Neke travme iz svojega življenja. Fuj, ti tipi se. Ne, vrede. Ok, dobro. Sam vprašam. Najljubši koncert, ki sem ga obiskal, je? Vlado Kreslin. A tisti pivencetje? Ja, ker so se vedeli res dobro. Tudi če so te? Navajen sem že na take bedarije, ampak bila sem se imela fajn. Pa lušten večer. Pa sem lahko še s Kreslinom se malo pogovarjal na koncu. Čeprav, rekel bi tudi Tenacious D. Ajde. Veš, kdo so to? Ne. Ne ve, kdo je Tenacious D. Jack Black pa Kyle Gass. Imate band, ki se zafrkavate. Skratka, ful dober rock koncert, imela sta v Glasgow, šel sem gledati, to je bil album Rise of the Phoenix, kjer je v bistvu že na naslovnici, je v bistvu tako ogromen oru. Ja, ker deli se. Tako ogromen oru, ko pa v bistvu ugotoviš, da je tako ogromen tič. Res. In na koncu koncerta, oni so ga žgali, ful imajo dobre komade. In na koncu koncerta, ki je bil ta zadnji komad, se je kar enkrat ta oru, ki izgleda kot ogromen tič, začel spuščati proti nam in sem gledal, kako bo zdaj, in potem sem začel ven špricati in so bili prav taki listki beli, na katero so bili prav narisali spermi. In od tega je bilo milijon, sem je prav noter in je po publiki letel. Meni je bil brez zraka, sem je, veš, kao vrhunc, ne, vrhunc koncerta. Ful je dobro. Tako da. Boš še kaj dodal? Ne. Reš ne. Danes večer bom. Najprej na predstavi, pol pa na svoji punci. Najraje se posladkam. Z čokoladnim namazom. Unito črnim. Ne, mangotom. To je še boljše. Imaš ti rad hrano, res? Vidim. Ne. Une torte, veš, ena presna mango tortica je čisto huda. Ja, veš, toliko imaš enih različnih stvari. Samo da so dobre, da so res, da ni to sranje, ki se ga kupuje v trgovini, te neke milke, pa te, veš, ker sploh ni cukra noter. Prasti so nehali uporabljati cukor. Dajo noter rižev sirup, koruzni sirup, nek fruktozni sirup. To ni cukor, to je neka karcinogena bedarija, razumeš, ki sploh ni isto okusna, tako ker malo zakisli na koncu. Ja, dobro. In še za konec. Ja? Ljudje, ki me dobro poznajo, pravijo. Kaj? Ne vem, ti mi povej. Jaz ne vem, vprašaj. Pravijo, ajde, lepo se me, upam, da se malo vidimo. V redu, čau.